Hvaležno pozdravljeni, spoštovani gledalci in gledalke. Danes želim z vami deliti eno spoznanje, ki je mene precej premaknilo. Imamo občutek in imamo misel. Zdaj, ta dva sta med sabo povezana, to je jasno. Ampak zanimivo je, da mi recimo občutek damo recimo, ne vem, ljubosumje recimo. Ljubosumje je en občutek, ampak za občutkom je pa pravzaprav misel. In pri ljubosumju je ponavadi ta misel, nisem dovolj dobra, torej nisem dovolj dobra. In to je zanimivo, ko imate nek občutek, da se vprašate, katera misel je odzadaj. Ampak pustimo zdaj vse skupaj, kaj je prej, ali misel pa občutek, pa dajmo torej pogledati. Imamo misli in imamo občutke. Vsega tega v enem dnevu nešteto ogromno. Od česa je odvisno to? Torej, zakaj so moje misli take, kot so? Zakaj so moje občutki take, kot so? Od koga so te misli? Od koga so te občutki? To je danes fundamentalno vprašanje. Od česa je to odvisno? Da jaz čutim to, kar čutim in da jaz mislim na to, na kar mislim. V svojo družbo sem zato in z namenom, da obelodanimo vso to resnico, povabila iz Hiše radosti Ano, lepo pozdravljena, dobrodošla. Ja, mislim, da smo si danes kar konkretno tematiko sedali. In prvo vprašanje moje je, ali so moje misli, ali so moji občutki odvisni zgolj in samo od mene? Bom malo daljši odgovor dala na to. Skratka, ko nekako človek se je z občutki, čustvi in mislimi v bistvu poistoveti, v trilijone letih že uporabljamo, delujemo iz gostote njih in naredili smo jih resnične in mislimo, da je v bistvu to vse, kar je v tej realnosti, da je to zelo pomembno, ali so to pozitivna čustva, misli, negativne, se vseeno. Skratka, misel je misel, čustvo je čustvo, občutek je čustev. Občutek je občutek. Torej, kako delujemo? Smo človek je ena, recimo temu, antenca, ki svoje okolice v večjih kilometrih, tako recimo do 12.000 kilometrov celo zaznava občutke, čustva in misli drugih ljudi. 12.000? Ja, kaj to pomeni? Da v bistvu vse, kar se dogaja v naši glavi, vse, na kar mislimo, z občutki, s katerimi se ukvarjamo, s čustvi, ki jih mislimo, da jih moramo čutiti oziroma jih čutimo, sploh niso naša. Torej, pobiramo iz okolice in ker misliš, da ker jih pobereš in zaznaš, misliš, da je to tvoje in da se moraš s tisto mislijo ukvarjati, s tistim občutkom spopadati, ali kakorkoli bi že temu rekli. Se pravi, ti meni zdaj hočeš povedati, da te misli, ki jih jaz imam, pa da te občutke, ki jih jaz imam, da to ne, da niso moji, da to sploh nisem jaz. Ja, to nisi ti. A si ti? Jaz mislim več, kot misli pa občutki, ampak torej to je ta težava prva, da se mi poistovetimo. Se pravi, jaz mislim, da sem to, ker so to moje misli in mislim, da sem to, ker je to moj občutek. Potem pa ugotovimo, da to v bistvu sploh ni naše in da to pobiramo drugi. Živimo po kodajane in to kreira in dramo in različne travme v naših življenjih in preprosto predeluješ vse te informacije. Imamo kakor da bi imel 5 do 10 želodcev, preko katerih vse to prebavljaš in se skozi ukvarjaš, a prav mislim, a pravilno izbire delam, a to, kar razmišljam, je okej, da to razmišljam. Skratka, nekako zafocamo se v to in misliš, da je to vse, kar je. In če se vprašamo, a smo naše misli, a smo naša čustva, jaz vem, da sem več, kot so moje misli in čustva. In to ne se vsak zase vpraša. V bistvu to, kar se pogovarjamo, ne rabi noben vzeti kot resnično, ampak ponovadi mi se učimo tiste stvari, ki so za nas resnične, so zelo lahkotne. Se pravi, če se vprašam, a sem jaz misel ali sem več, kot misel, a sem čustvo ali sem več, kot čustvo. Torej, če se nam tukaj odpre nek prostor, če začutiš neko lahkotnost in veš, ne, več sem, nisem to. To pomeni, da nekako je to tvoja resnica in temu nekako slediš. In na ta način lahko potem tudi preverimo, ko pride do neke misli, torej se vprašamo lahko, a je to moje, a je to od koga drugega, je to od česa drugega. Torej, če pogledamo tako sebe, vsakega posameznika, smo kaj ena spužvica dobesedno in vse samo nase vlečeš. V Hiši radosti uporabljate veliko orodij
Ja. Eno izmed orodij pa je access consciousness. Vse to je v bistvu tehnika, ki zajema ta orodja oziroma v katerom je toliko teh orodij vključenih in eno izmed njih je v bistvu to, torej komu to pripada. Ker s tem se vsak dan soočamo. Ti prideš v trgovino in v njej je ogromno ljudi. In kaj zaznaš? Neko težo, neko mrzlico, nekdo v glavi zraven tebe razmišlja, joj, kako bi imel tisto obleko, pa si jo ne more privoščiti in ti to misel pobereš. In potem se ti z njo ukvarjaš. Se pravi, moraš biti blazno pazljiv, kam hodiš, ali pa se pač naučiti to razlikovati, ali kaj? Ja, dejansko drugače imamo ogromno teže. Dosti bolj smo jasnovedni, kakor si predstavljamo, pa pod jasnovednost ne mislim zdaj nekoga, ki bere iz kart pa govori o naši prihodnosti, ampak o tem, da resnično zaznavamo. Recimo ljudje, ki imajo obsesivno-kompulzivne motnje, imajo to zaznavanje še večje, še bolj intenzivno. Naredili smo to v tej resničnosti kot neko bolezen, oziroma to je neka bolezen. Kaj pa, če je to stopnja zavedanja? Kaj pa, če je to stopnja, ki je dosti višja tega percipiranja, torej okolice, kakor jo ima nek povprečni človek. In ja, vedno se lahko vprašamo, torej ne rabimo se izogibati, ne moramo se izolirati iz tega sveta, zakaj bi se. Zato se učimo te stvari, da ko pride do neke teže, tudi telo to zaznava, ne samo mi. Se vprašaš, ok, kaj je ta teža? Dajmo jo v bistvu ozavestiti za 3 sekunde. To ni nek proces, iz katerega, diplomiraš, ampak dobesedno si vzameš sekundo, ok, tukaj zaznavam nekaj ful težkega. Je to moje ali ni to moje? In v trenutku, ko ti postane lahkotnejše, če se vprašaš, če je to od nekoga drugega, to pomeni, da nikoli ni tvoje. In kaj potem, ko ugotoviš, da to ni tvoje? In bolj, kar naredimo, je to, da v bistvu to misel, to čustvo, ta občutek pošlješ do pošiljatelja. Nikoli se ne ukvarjamo v bistvu, kdo to je, ker, kakor sem rekla, percipiramo v ogromnem radiju. To pomeni, da zdajle mi dve tukaj lahko nekoga iz drugega konca mesta zaznavamo. Sploh pa mi se povezujemo z gledalci. Zdaj si ta prva, ki bom to pravzaprav povedala. Veš, jaz včasih čutim, kdo od ljudi, ki jih jaz poznam, ta trenutek gleda. Dejansko jih čutim in jih tudi začutim. Kako je to možno? Ja, to je zaznava. V bistvu, tako nekako, če pogledamo malo izrazoslovja, naše telo v bistvu čuti. Mi, če pogledamo sebe kot bitje, pa v bistvu zaznavamo. In je tukaj v bistvu ta izraz, ki rečeš, jaz kar čutim, kaj se dogaja. Ali pa recimo, preden nas nekdo pokliče, se javiš na telefon pa rečeš, vedel sem, da me boš poklical, nekako čutil sem, zaznaval sem kakorkoli. In to je to v bistvu. Ali pa mame pa otroci dostikrat kar zaznavajo, da je na drugi strani sveta lahko otrok na nekem potovanju, pa se mu je nekaj zgodilo, pa je mama rekla, vedel sem, da se ti je to zgodilo. Ana, jaz bom izkoristila, vem, da se v Hiši radosti s tem ukvarjate, da izobražujete ljudi in jim dajete to znanje. Jaz sem malo raziskvala doma, sama po sebi, recimo strahovi, pa kateri misli so to, pa kateri občutki so to, recimo. In pri enem točno določenem občutku, strahu, sem prišla do ugotovitve, da ne more biti moj, da to je od moje mame, da to absolutno ne more biti moj, ker meni se ni nič v življenju takega dogajalo, njej se pa je. In rekla si, da ko to ugotoviš, da to ni tvoje, to pošljaš nazaj pošiljatelju. Ampak to so recimo slabi občutki. Jaz nočem slabe občutke nazaj svoji mami poslati, ker jo obožujem in jo imam res rada in jo cenim in jo spoštujem. Ja, to je ful dobro vprašanje. Dosti ljudi pride točno do tega, da noče pol pošiljati, ker se ustrašijo, kaj bodo pol ti ljudje, kaj bo z njimi, sploh za bližnje naše. Gre se glih za to, da v bistvu ta človek more to imeti, da ti od njega to lahko sploh skopiraš. Torej, mu ne vzameš pa odvzameš. Ti, če zaznavaš mamin strah, pa ga imaš ti njenega, ga ima ona še vedno. A je tako? Ja, v bistvu. Sej ne preloži dejansko tega na mene. Sam to seva iz nje. Ja, kakor da bi skopiral, kakor da bi tukaj je in ti prevzameš, pa še, ogromno ljudi okrog ne. Torej, samo ta misel, evo, izvoli, pošljem ti nazaj in zdaj lahko s tem ti narediš, kar hočeš. Zdaj pa, če sva, jaz bom zdaj to, zmeri, ko bom to občutila, in bom jaz to nazaj poslala, Kolikrat bom mogla jaz to zdaj nazaj njej poslati? Ali je to dosti, da enkrat naredim? Ja, te stvari se dostikrat vračajo. Večkrat, ki jih ozavestimo, manj jih kupujemo. Se pravi, dostikrat
Potem, ko te stvari pač natreniraš, je že tako, da enostavno nehaš, ne? Sam pride do, ne vem, začnete v želodcu neki stiskati, pa tako, od koga je ta teža, je to moje, pa tako malo okrog pogledaš, ne, lahko je njegova in sam tako pošleš nazaj in je tu miselni proces, ki je ful kratek, a ne? Ja, je treba večkrat. Kaj pa če ugotoviva, da je pa ta občutek moj? Se pravi, da ne pride do tiste lahkotnosti v tem smislu, ok, to ni moje, da ugotoviš, da to je dejansko moje. Ja, zato pa uporabljamo čistilni izrek v Accessu, ki gre takole v angleščini, ne prevaja se ga, ampak gre takole right and wrong, good and bad, bottom pack, online shorts, boys and beyonds. In nam v bistvu na več nivojih energijsko ščisti tisto omejitev. Poleg tega barse delamo, ko odstranjujemo te stvari in si z njimi v bistvu pomagamo. Torej tiste stvari, ki smo pa tudi že pogledali, ne? In jaz vas spodbujam, da pogledate še kakšen posnetek, ki smo ga skupaj naredili ali s Harisom ali z Ano iz Hiše radosti, najdete vse torej na YouTube kanalu, ker tole, ne, ok, če je moje, zdaj to smo razčistili, da dam nazaj. Ampak če je pa v meni ta občutek, to pomeni, da se lahko nekdo drug, ker se jaz slabo počutim, se lahko nekdo drug ta moj slab občutek ujame. In jaz nočem, da bi se drugi slabo zaradi mene počutili. Ja, ampak to je njihova izbira, ne? Se mi ne moramo v bistvu na druge na tak način, a ne gledaš. Se pravi, treba se popucati. Pač biti, a ne, mogoče, ne vem, ne bom rekla, da jih popucati, ampak biti tukaj prisoten, konstantno z vsema, ne da zaspiš in rečeš, ok, zdaj se dogaja neka drama, pobereš vse čustva, misli, občutke v zvezi s to dramo in si še ti v drami, ker to se dostkrat zgodi, a ne, in fule teh dogodkov vsak dan, mimogrede, in si samo rečeš, ok, jaz ne bom del tega, to je vaša drama, uživajte z njo. Jaz sem pa tukaj. Ampak to je na nek način tudi nenavezanost. Kot empatija ali simpatija ali kako. Ali navezanost, kot da ne bi bili povezani. Da se čustveno ne upletaš. Ja. To je, a ne, zakaj bi šli sploh v kakršnokoli čustvo? Mi se nasplošno učimo na vseh delavnicah. Pojmo ven iz čustev. Onkraj čustev in misli in občutkov je dosti več življenja. Jaz sem pa včeraj imela en tak grozen trenutek, in sicer sem se sprehajala ob Bajerju in sem začela opazovati samo sebe. In sem ugotovila, da obsojam. Ja. V tem smislu, kakor on zgleda tako in zdaj jaz že kar imam neke predpozicije, on je pa tak, on je pa tak, on je pa tak. In potem sem se spomnila na vaju s Harisom, ki skozi govorita, pusti si biti brez mnenja. Ampak ni tukaj einfach, ko se sliši. Pač to je kot mišica, ki jo treniraš. Svetovni prvak trenira celo življenje, zato da zmaga na oni tekmi. No in vi v Hiši radosti to fajn trenirate, ne? Ja, treniramo in učimo se dejansko. Mi dva se že tako 2 leti skozi in v tujini, ker se izobražuješ, učiš te stvari, uporabljaš jih v vsakdanjem življenju in še vedno nisi perfekten, še vedno padeš na testu, na brezveznem, a ne, ampak vedno večkrat se spomniš, bolj to uporabljaš, bolj si svoboden tega, ker dejansko to ni življenje biti v drami. Zame osebno to ni življenje, a ne. In zakaj bi bil tukaj, če imaš izbiro? Orodja imamo zato, da se jih uporablja in da greš res onkraj tega. Zdaj smo torej ugotovili, če malo povzamem, ne, da te misli in te občutke, ki jih mi imamo, ki jih imate vi, tale trenutek, ki gledate, da sploh ni nujno, da so vaši. A je zdaj to pretežko vprašanje, če ti ga zastavim, koliko procentualno gledano je teh ne naših, se pravi tujih misli in občutkov? A je tega, ne vem, 10%, 20%, 50%? 98. Koliko? 98. 98%, se pravi, mi živimo življenje, ki v bistvu sploh ni našo, ampak je... Ja. Tudi recimo sodbe, ki jih imaš v sebi, lih prej, ko si omenila, od telesa in tako, ali potem, kaj bi bilo moje sanjsko življenje, kaj bi bil jaz, če bi bil, od koga so vse te sanje, od koga so vse sodbe, ki jih imam do sebe, a bi se jaz res tako sodil, ali je to nekaj, kar sem se učil že od malih nog. Saj pač praktično rodiš se že v to resničnost, ki je cela sestavljena iz torej občutkov, čustev in misli, in potem greš v šolo in učiš se konstantno samo soditi. Pač profesori smo v tem.
obvladamo doktorat, imamo iz tega. O, ja. In potem je še nekaj, ne, da pravijo, da se te misli tudi, da se to dosti ponavljajo, ne, da se zagozdijo, pa pol kar on in te lahko to kar spremlja, ne? Ja, se po mojem vsak izkuša to pač v svojem življenju nekako. Res meni je bil, jaz ko sem prvič zvedela za to informacijo, taka lahkotna mi je bila, čeprav mi je, tako zelo sem bila skeptična. In sem si rekla, ma ne, tako 98%, to je pa malo preveč. To pomeni, da cel jaz nisem sploh jaz. In dejansko, ko potem to uporabljaš v praksi in ozaveščaš te stvari, vidiš, da je v bistvu res tako. In ni, skozi si v nečemu drugemu. Greva zdaj v prakso, ne? Recimo, jaz si želim, zdaj sem izmišljevala, ne? Vsega vam pa tudi ne povem. Jaz si želim ogromno vilo z bazenom, pa hud bel avto, ne vem karkoli. Ja. Se pravi, je 98% možnosti, da to sploh ni tisto, kar si jaz želim, ampak sem to od nekoga pobrala. Ja, ker je to so sanje in idealni svet, ne. Če bom imel vse to, bom pa srečen in vsi stremijo, recimo, večina ljudi, ne bom rekla vsi, ampak za vse je to tako wow življenje. Fajn se vprašati vsak dan, vsak trenutek, kaj si jaz resnično želim, kaj si jaz izbiram v tej situaciji, karkoli že to je, karkoli počneš, ne vem, a si na pijači z nekom, a si na večerji z nekom, a je to, kar si jaz zdaj res želim. Kaj to kreira v mojem življenju? Ker dosti delamo stvari kar po tekočem traku, kar se v bistvu pričakuje nekako od nas, tisto, kar je sprejemljivo, fajn, ali pa tako, kar prevzameš neka navodila za življenje in nikoli se ne vprašaš, a so to res tudi moja navodila za življenje, bom šel res tja, kamor si želim. Recimo, jaz uporabljam to vprašanje, kaj si jaz resnično želim? In dobivam in ne iščem odgovora, tako iz uma. Preprosto puščam to vprašanje. Da ti pride samo? Ja, da pride preprosto. Jaz sem kako pa pol veš, ali je prišel spet od enega drugega, ali je res tvoje? Ker res sprašujem potem, kaj si jaz želim. A je to tisto, kar bo v bistvu ekspanziralo moj svet? Kar bo zame doprinos, kar bo zame, ne vem, zadovoljstvo, sreča. In če je odgovor ja, če je lahkotnost, ja, gremo za tem. Zdaj dejansko mi pihaš na dušo, ker preden si prišla sem, si se verjetno vprašala, če res hočeš priti k meni na kavo. In očitno si prišla. Svet je lep. Zanimivo. Kdaj pa ste imeli kaj zdaj te treninge, tečaje, delavnice? V soboto imamo Access Bar v Ljubljani z mano v Hiši radosti, tako da vabljeni. Reče, imate pogosto te stvari, ne? Ja, skozi imamo delavnice, na naši spletni strani si lahko pogledate, skoraj vsak dan smo aktivni, ali pa večkrat na teden, tako da dobrodošli. Tudi ti. Ja, hvala lepa. Se pravi, jaz ti povedala tako je. Jaz sama pri sebi, jaz mislim, da sem šele v tej fazi, kjer dojemam počasi, pa padem večkrat na dan, da moje misli in moje občutki nisem jaz. Se pravi, da se ne poistovetim z njimi. Ja. Že to je dejansko kar konkreten velik zalogaj. Ja, ali pa mogoče začnemo lahko v najbolj unih situacijah, ko nas mečejo ven iz tera. Recimo, ful lep primer in boste verjetno se vsi našli tako v tem je, ko, ne vem, si sredi drame, si razburjen in se samo vprašaš, a je to res moje? A je to res moje, kar se zdajle dogaja, teža, ki jo imam v telesu, pač moja. Tudi telo pač zaznava zase vse te stvari. Torej, lahko imaš glavobol, ki ni tvoj. In ozavestiš, a je to moje, a je od koga drugega in lahko zgine v 3 sekundah, kar je magic. Ali pa, ne vem, včasih čutiš pač težo na ramenih, kjerkoli po telesu, komu to pripada, vprašanje. In pustiš, da gre. In gre. Zastavljaš vprašanja in v bistvu ne iščeš odgovor, ampak pustiš, da pride. V tem primeru, ko kreiraš stvari, ja. A tukaj, ko se sprašuješ, komu to pripada, ja, pač preprosto, kakor gre ta, kakor se odpre ti ta space, kakor je lahkotnost, ja, sam postaviš vprašanje in gre samo nekako, oziroma zavestiš in pošleš prav do, ne vem, tiste osebe, od katere si to pač prevzel in isto narediš za telo. Isto narediš za telo.
Zdaj smo pri mislih pa občutkih, ki so sicer precej nematerialne stvari. Kaj pa recimo bolezni, bolečina, se lahko mi, ne vem, nalezemo, lahko prevzamemo bolezen nekoga drugega? Ja, lahko, oziroma ne, tako je. Pač bolezni se kreirajo nekako pod, recimo v znanosti, nekako so dokazali, da celice imajo obliko okroglo normalno, ko so konstantno pod vplivom pozitivnih, negativnih misli, občutkov ali čustev, se nekako kreirajo v tako elipsasto obliko. Torej ste okrogle, gredo v elipsasto in to je nekaj, kjer celica začenja izkušati ta diskomfort oziroma dis-ease, iz unga is, kar je lahkotnost v slovenščini, gre v ta dis-ease, kar pomeni v bistvu nelahkotnost in angleško bolezni. Disease so bolezni. Torej, toliko časa, kolikor smo pod vplivom nečesa, lahko začnemo kreirati neko bolezen. Lahko pa tudi prevzamemo. Telo ima sposobnost biomimikirati druge ljudi, druge resničnosti, druge bolečine. In tudi tukaj se moramo vprašati, a je to moje? Ja, lahko se vprašamo, komu to pripada, pa bomo prej pač preprečili, da se ta bolezen razvije. Če pa je že, imamo pa v bistvu tudi en proces, ki se mu reče biomimetrična mimikrija, s katerim odklepaš telesa tega, kar je mimikiral druge ljudi. Torej, ja, dobesedno telo mimikira in celico mimikira, podobnost zaklene v svoje telo. To je recimo tudi eden izmed primerov, ko starši recimo posvojijo neke otroke in jim s časoma ratajo podobni. Ali pa psi so podobni svojim lastnikom. Da bo poznamo. Ali pa več partnerji recimo, ki so dolgo let v zvezi. To so te nevroni zrcaljenja tudi, ne? To ne bom rekla, kako je s tem točno, nisem natančno seznanjena, ampak dobesedno, kar se zgodi, je to, da se začne ta mimikirati. Super, hvala ti, Ana, da si malo razbistrila te stvari. Zdaj pa trening. V soboto se mogoče res celo vidimo. Upam, da se boste imeli fajn, pa da boste fajn natrenirali in se vse te stvari. Vam pa, spoštovani gledalci in gledalke, naj vam bo svet lep in bodite prijazni drug do drugega. Se vidite, kako to gre, ne? Peter?